Startup Studio. Radio Robin poslušate, dober dan, vošči Amerika Koncud, Startup Studio v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in mestno občino Nova Gorica. Seveda vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri danes gostimo Ursulo Lavrenčič iz startupa Hopalaj. Lepo dobrodošli v našem studiu. Pozdravljena, Erika. Mobilna aplikacija Kobi, torej e-bralnik, ki otrokom pomaga pri zgodnjem učenju in treningu branja, je vaš podjetniški otrok, ampak kako ste prišli do te ideje, kaj je bil tisti vzvod? Ja, jaz sem po izobrazbi kreativka, arhitektka, oblikovalka in ko je moja najstarejša hči začela z opismenjevanjem in ni šlo čisto gladko, kot smo mogoče upali ali pa pričakovali, sem se tako na tak tipično kreativni način lotila pomoči in skozi ta proces v bistvu poučevanja svojega otroka sem pa šla v stik s tem področjem in potem me je začel vedno bolj zanimati, vedno več sem raziskovala. No in to je potem tekom nekaj let prišlo do projekta, do podjetja. In 4 leta kasneje ste tukaj? Ja, 4 leta smo tukaj, kar cela ekipca nas je že počasi, tako da... Koliko vas je v podjetju? Redno zaposleni smo 3, zdaj upam, da bomo kmalu 4. Drugače pa recimo, da nas je zapolni delovni čas, nas dela tam 6, 7, ekipa je pa cela na 12 že. No in ko pogledate ta 4 leta, ki so za vami, ste zadovoljni s to potjo, bi kaj spremenili? Ja, življenje samo živimo, za nazaj ga težko spreminjamo, lahko ga pa mogoče spreminjamo za naprej. Ne, jaz sem zelo srečna. Meni se zdi, da je darilo, ki sem ga jaz dobila od svojih hčere, da je v moje življenje pa neseno tako veliko veselje in strast na nek način. Res taka čudovita stvar, vsi ljudje, ki sem jih prek tega projekta spoznala. In v končni fazi tudi tukaj delamo, da imamo možnost ustvarjati, v svet prinašati nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. Sem zelo hvaležna, da sem tle danes. Kakšna pa je bila ta pot snovanja te vaše podjetniške ideje? Je bila polna izzivov, neprespanih noči, težkih dni. Kako bi jo orisali recimo tistim, ki danes pričenjajo tako pot? Ja, jaz... Ne razmišljam toliko zelo veliko o vse tiste težke stvari, ki itak da so. Človek mora čim prej pozabiti, ali pa itak jih pozabiš, gledaš pa seveda vnaprej. Jaz sem tak zelo proaktiven človek. Jaz, če moram 5 minut čakati, se mi zdi že, da je grozno dolgo. Jaz mislim, da je ena stvar, ki je najbolj pomembna, je, da najdeš nekaj, kar te res veseli, kar v tebi res vzbudi neko strast, zato je potem nič ni težko. Zelo težko se pa prisilimo, da bomo zaradi neke zunanje motivacije vztrajali, pa res šli toliko dlje ali pa toliko daleč, kot je potrebno iti, zato da pride ene stvari do nekih takih vidnih rezultatov. Tako da jaz mislim, da tem, ki razmišljajo o tem, res naj se vprašajo, a je to meni res toliko fajn, nam je toliko pomembno, da si želim, da mi to ni služba, da je to meni pač moje življenje. No, za naše poslušalce, ki mogoče ne toliko poznajo vašega startupa, kako bi ga opisali, vaše podjetje, s čim se ukvarjate? Ja, torej mi smo podjetje, ki ustvarja izobraževalne tehnologije, se pravi, smo tehnološko podjetje, ukvarjamo se s področjem opismenjevanja. Specifično naredili smo produkt, ki pomaga otrokom pri treningu branja in uporabljamo pač neke tehnike, neko metodologijo, ki je mogoče ni sama po sebi toliko inovativna, kot je na zelo inovativen način skupaj zložena. Se pravi, da uporabljamo tehnike, ki otroku pomagajo, da vztraja toliko časa, dokler se res dobro ne nauči te pač zelo pomembne veščine. Oktober je mesec ozaveščanja o disleksiji, in ravno disleksija je bila vzvod za vašo podjetniško idejo. Kako? Ja, torej, disleksija je en tak problem, Čeprav jaz pravim, da ta isti problem ima čisto vsi otroci, Najprej ne znajo brati, potem pa znajo brati. In vmes je ta problem. Zdaj, za nekatere otroke ta problem traja par mesecev, pa se potem naučijo, pa to potem v resnici ni problem. Za nekatere otroke pa traja to veliko dlje. Disleksija sama je definirana kot
nedobro razložljiva razlika med splošno inteligenco otroka pa težavo, s katero se on nauči brati. Se pravi, je zelo nenatančno definirana in zelo veliko nekih podrazlogov je, zakaj do tega pride. Načeloma je to taka nevrobiološka različnost otrok, na kakšen način v bistvu integrirajo informacije. Tako, če bi zelo na široko rekla. Je pa zelo težak izziv za starše in za otroka, ne? Ja, seveda, ne. Zdaj, zaradi tega, ker ko se otrok začne učiti brati in potem seveda šolski sistem, starši, vsi okrog njega pričakujejo, da bo to z nekim tempom napredovalo, ne. In zdaj, če on ne napreduje tako hitro kot okolje, pričakuje kot njegovi vrstniki, potem začne zaostajati. In zdaj, če okolica, se pravi starši in učitelji, ne vedo, na kakšen način lahko njemu pomagajo, kaj mu morajo, s kakšno metodologijo ga morajo poučevati, potem on vedno bolj zaostaja in se na ta osnovna težava, ki je branjem, lahko nacepijo in zelo dostikrat se en kup enih takih drugih sekundarnih psiholoških težav, ki so pa še težje rešljive oziroma lahko vse življenjsko ostanejo. Zato je zelo pomembno, da razumemo prvič, kako se možgani naučijo brati, pri vseh otrocih, in da imamo tudi pripravljen en arzenal pripomočkov, s katerim lahko tistim otrokom, ki se jim je zataknil, pač priskočimo na pomoč. Ko ste se vi lotili tega problema, je bilo kaj pripomočkov na voljo ali ste bili na suhem? No, tako bom rekla, vsak učni pripomoček za učenje branja je učni pripomoček tudi za otroke z disleksijo, tako da sigurno nismo bili na suhem in sigurno že stoletja poučujemo otroke brati. Naš trenutek je pa specifičen v tem, da so pač na voljo neke novodobne, pa sodobne digitalne tehnologije, ki neke metodologije sploh naredijo možne, nekaj, kar mogoče pred 30 leti se še ni dal. Pred 30 leti pač otroku nisi mogel ponuditi tablice, s katere se bo lahko zaslonil, dotikal, pa priklical neke določene dodatne, recimo, informacije in tako naprej. In v bistvu, če gledam, tako bom sam navezala, da ko pač človek želi ustanoviti podjetje, vedno išče kaj, a pa ne išče, v bistvu ponovadi jaz ko rečem, problem njega najde. Ker če nimaš nekega problema v svetu med ljudmi, potem boš težko ustvaril neko dodatno vrednost. Ustvarjanje podjetja pa vedno pomeni, da ustvarjam neko dodatno vrednost za svoje uporabnike in to dodatno vrednost potem lahko tržiš, spraviš med ljudi, s tem, ko oni pač to kupijo, ti dobiš nek nov priliv energije, denarja, da lahko pač to podjetje naprej razvijaš. Tako da to je vse tako nekako med sabo povezano. Kaj pa recimo kako vaša aplikacija pomaga otrokom z disleksijo oziroma s problemom branja? Se pravi, mi, ko smo se začeli s tem področjem ukvarjati, smo samo vedeli, da želimo narediti nekaj za te otroke. Vedeli smo, da je aplikacija ena od možnih poti. Izdali smo pa tudi 6 knjig, pa igro v virtualni resničnosti, pa marsikaj drugega smo sprobali. In v enem trenutku smo opazili, da imamo s to aplikacijo verjetno največje šanse na trgu, da nas bo toliko podprl, da bomo mi lahko kot ekipa in kot projekt uspeli. In zdaj, kar Kobi v bistvu počne, je zdaj, tako bom rekla, zdaj ste v bistvu, v tem trenutku imamo v igri 2 različici. Ena je tista, ki jo imamo še doma, pa jo zdaj še razvijamo, še sploh ni vzunaj. To je ta, zaradi katere meni srce zapoje, ko na njo pomislim. Potem imamo pa različico, ki je v tem trenutku na trgu, tako da zdaj bom govorila bolj o tej, ki je zdaj v tem trenutku na trgu. V njej imamo neke tehnike barvanja črk, ki zelo pomagajo pri učenju vezave, pa potem funkcionalnost, ki rečemo čudežni prstek, da si otrok lahko z prstom vleče po ekranu, pa vodi s tem svoj pogled. Potem imamo integriran za angleško govoreče trge OpenAI, ki generira zgodbe oziroma otroku omogoča, da si sam ustvarja zgodbe glede na neke prompte oziroma sličice, ki so njemu zanimive.
pa seveda sledimo temu bralnemu napredku, mu povemo, koliko je že prebral in tako naprej. Ravno kar ste se vrnili iz New Yorka, ker ste sodelovali na EdTech konferenci, kaj ste tam slišali, kakšni so sedaj trendi na tem področju bralne pismenosti oziroma izobraževanja? Izobraževalnih tehnologij. To je v bistvu konferenca, kjer se združijo tako pedagoški delavci oziroma mogoče bolj te vodilni kadri, podjetniki in investitorji. Amerika je pač tak trg, kjer je zelo jasno, da neke inovacije nastanejo iz večjih razlogov, in ta investicijski del je seveda tudi pomemben. Tako bom rekla, zaveda se zelo veliko govori o umetni inteligenci, na kakšen način jo lahko uporabimo v izobraževanju, kako preverjati informacije, kaj je etično, kaj ni etično, ta equality oni zelo veliko poudarjajo. Kar je recimo tako mene na nek način preseneti ali pa tudi tako mi dobro dene, da oni zelo dobro razumejo, da v srcu teh podjetij so neki ljudje, ki imajo nesorazmerno velik passion. In to oni tudi zelo podprejo in znajo take posameznike videti. Mogoče ne gledajo v teh prvih fazah podjetja toliko zelo, kaj so ti dosežki, kakšen je ta traction, kot mi rečemo, ampak a so te ekipe za temi produkti motivirane, predane in tako. Tako da to res, mislim, tam so podelili tudi eno nagrado, Milk Pen Award, ki res, ko poslušaš te zgodbe, to so ljudje, ki res delajo ogromne premike. Nagrado recimo je dobila Jessica ona je bila zaprta do pred 2 leti, mislim, da 16 leti je šla v zapor, ker ne vem točno, kaj je bilo, ampak potem, ko je prišla ven, takrat se je naučila kodirati sama v zaporu. In ko je prišla ven, so zdaj še z enim drugim sozapornikom sta naredila projekt, s katerim sta v kar nekaj že zaporih vzpostavljali izobraževalne programe za kodiranje, zato ker tam ljudje ostanejo, kako da rečem, zataknjeni v tistih okoljih brez možnosti napredovanja. In to je res neke vrste revolucija. In ko vidiš, ko slišiš tako zgodbo nekega človeka, res to je zelo navdihujoče. Vam je dalo dodatne motivacije za nove poslovne ideje mogoče? Mislim, mi imamo eno poslovno idejo, na kateri je že zelo veliko prostora za delati, tako da ne bom rekla v tem smislu, ampak seveda to je zdaj ena taka zgodba, drugače pa je seveda tudi veliko bilo nekih predavanj o tem čisto konkretnih znanj, pa seveda networkinga, se pravi mreženja, Te znanje, veščine, ki ste jih slišali na tej konferenci, jih mogoče že kaj uporabljamo v Sloveniji, oziroma kje smo v Sloveniji na tem področju? Pač Slovenija se mislim, da pač truda digitalizirati oziroma vnašati digitalizacijo v šolstvo na en primeren način, kar mogoče v Sloveniji ni toliko še na nek tak strukturen način to podprto. Morate tudi razumeti, da Amerika je tudi šolski sistem je v bistvu prosti trg, šole, pri njih tudi te javne šole, oni v bistvu kupujejo izdelke na trgu, tako kot vsaka, ne vem, drugo podjetje. In s tem seveda en zelo velik nekih podjetij živi in dela in ustvarja tudi pedagoške rešitve. Pa nas je to malo bolj zaprto. Mislim, za enkrat je, kako naj vam rečem, v Sloveniji se mi zdi, da gremo počasi, ampak to je mogoče čist v redu, zaradi tega, ker prav preveč hiteti pa tudi ni pametno. Je mogoče to razlog, recimo, da je v Ameriki toliko več raziskav na področju učenja in poučevanja branja, katerih se dosti poslužujete tudi vi. Prebrala sem vašo izjavo, da raziskave potrjujejo, da je natančno dekodiranje osnova za kasnejše tekoče branje in da kadar otroci te veščine ne usvojijo dobro, se zatekajo k neučinkovitim strategijam. Ja, se pravi, o samem tem, kako se možgani naučijo brati, je narejeno res ogromno raziskav v zadnjih 20 letih. Problem je pa to ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Ameriki, da pedagoška praksa ne sledi tako hitro raziskavam oziroma tem izsledkom raziskav. Tako da
mislim, zakaj je Amerika naredila toliko več raziskav kot drug na tem področju, sta verjetno dva razloga. En je, da je angleščina res, ker je fonološko netransparenten jezik, pač težja se za naučiti. Drugi je pa ta, da so pač velika, bogata država, ki veliko investirajo v vse vrste raziskav. Tako da sem se mogoče malo zgubila z vprašanjem. Torej, zakaj se recimo vi zgledujete po teh ameriških raziskavah? Mislim, mi ne, da se zgledujemo, mi iščemo vire, a ne iz kje. A veste, zato je, ker kadar hočeš narediti en učni pripomoček, ki je res osnovan na nekih znanstvenih dejstvih, Science of Reading je pri njih v bistvu cela veja, celo gibanje, a ne, potem začneš s tem, da pogledaš, kakšne vse raziskave so že bile narejene in kaj jaz lahko potegnem iz teh raziskav. Recimo, mi smo zdaj dali, to je ESA-tier 1, narediti raziskavo, v bistvu white paper, no, se reče temu, eni kalifornijski raziskovalki oziroma njeni ekipi, a ne, da so nam poiskali za vse naše ideje, vire, a je bila že nekje narejena ena raziskava o točno tem specifični tehniki, recimo, ne. In potem pač na temo gradiš naprej. Potem pa s podatkov, ki jih sam zbiraš, a ne, seveda se lahko učiš naprej in to znanje vračaš nazaj v svoj produkt in se produkt vedno bolj izboljšuje, zato ker ga pač otroci uporabljajo. Kako pa je sicer za vas pomembno konkurenca, dobre prakse tudi iz tujine? Mislim, dobre prakse itak, ne, iščemo jih povsod, v svoji industriji, pa tudi v drugih industrijah. S konkurenco je pa tako, jaz mi rečem, mislim, vsaka knjiga je nam konkurenca, ne? Ampak v resnici nam je največja konkurenca YouTube pa TikTok, ne? Zaradi tega, ker v bistvu mi se borimo za pozornost, za čas otroka in starša. In pač branje je taka veščina, da se jo ne da pridobiti na hitro, ne, da zahteva res veliko ponavljanja, tako kot v bistvu vse podobne tovrstne veščine. In seveda, kako spoprijemamo se pa na ta način, da pač verjamemo, da če naredimo učinkovito metodo, ker se bo otrok enako dobro naučil, mogoče v krajšem času, pa da mu bo dovolj prijetna, zanimiva in da ga bo vodila, ne, potem se bo pač v produkt vračal in bo napredoval, ne. In potem se pač ta negativna spirala zavračanja obrne v neko pozitivno stran, ker otrok napreduje in je s svojim napredkom zadovoljen. Menite, da zaradi teh, kot ste omenili YouTube, TikTok, se slabša bralna pismenost v Sloveniji? Recimo, otroci nimajo več toliko potrpljenja, da bi se usedli k knjigi in jo brali? Mislim, a veste, cel svet se je spremenil, ne. Sej Slovenija, mislim, mogoče manj kakor kje druge. Svet je zdaj bistveno bolj bogat, več je nekih impulzov in otroci pač namenjajo mogoče manj časa, a ne, treningu tega. Jaz mislim pa, da kar je posledice korone, se pa tako globalno, a ne, grozljivo kažejo, ne, da v bistvu ta izpad kvalitetnega šolskega časa, ne, je pustil zelo velike posledice na generacijah. V Ameriki govorijo, zdaj so podatki, da je preko 60% četrtošolcev v bistvu funkcionalno še nepismenih, niso na nivoju 4. razreda, kamor bi mogli biti, 60%, se pravi, to je večina otrok. Torej tisti, ki so se ravno kar v času covida začeli učiti, brati in tako naprej, ne? Ja, in da zdaj sicer se pač malo popravlja, samo, a ne, za te generacije pač jim ne moreš dajati znanja na enak način, kot bi jim ga lahko dal, če bi pač posredovati iz tega znanja potem naprej. In to sploh ne govorimo o disleksiji, ne, to govorimo čisto o splošnih populacijah. Se pravi, da jaz mislim, da je tukaj ogromno prostora za ene učinkovite rešitve in da tudi jih bomo našali, ne, ker tudi nismo mi edini, ki se s tem področjem ukvarjamo in a ne, tehnologije, ki prohajajo, pa tudi marsikaj novega omogočajo. No. No, vaša ekipa deluje v Primorskem tehnološkem parku, kjer pač razvijate svoje znanje in povezave, bene pa tudi znanje delite v skupnosti in v projektu Popri. Kaj je dejansko vašim prvim korakom dal Primorski tehnološki park? Ja, a veste, zelo pomemben je, dokler je projekt majhen, dokler si zelo krhek, ne, da imaš neko moralno, pa tudi čisto konkretno podporo, da nekje lahko si, ne, in da nekje lahko deluješ. In mi smo pač, imamo svoje prostore v Primorskem tehnološkem parku in seveda tam so tudi ljudje, ki vsakič,
ko te srečajo, a ne, te na tak dober, pozitiven način vprašajo, kako si, a ne. In če nisi v redu, tudi lahko rečeš, no, ne vem, kako, a ne, in se pravi, dobiš pomoč. Potem se pa tudi konkretne razna svetovanja, pa potem predavanje, izobraževanje, tako da ostaješ vaš čas nekako v stiku. Mi pa seveda se zdaj trudimo to, kar smo se mi naučili, tudi vračati nazaj v skupnost, delujemo recimo temu podjetniškem klubu, pa potem, kadar nas prosijo za kakšna, ne vem, recimo mentoriranje ali pa take stvari v projektu, pa tudi seveda, ali pa če kdo pride na obisk, pa seveda z veseljem sprejmemo in povemo, kaj počnemo tudi tem mladim. Kakšne nasvete pa delite dejansko, kakšna vodila, mogoče kakšno vašo izkušnjo, ki jo želite deliti z njimi in reči, lejte, to smo mi dali skozi, temu se lahko izognete? Ja, jaz mislim, da se nečemu ne moreš izogniti, no? Pa vsak ima drugo pot, a ne? Tako da, ne vem, pogovarjajte se z ljudmi in poslušajte z odprtim srcem in ušesi in očmi, poskušajte res razumeti ljudi, ki so že na določene poti prehodili, no? Tako. Razvili ste se v hitro rastoče podjetje, ki ima globalni potencial in pred kratkim je v vaš startup investiral Outfit 7. Kaj vam to omogoča? Kakšna vrata vam odpira? Ja, mi imamo drugače 3 investitorje, a Outfit 7 je bil vodilni in največji. Pač to nam omogoči neko finančno okolje, da lahko v prvi vrsti povečamo ekipo. Se pravi, da lahko ideje, ki jih imamo, sploh začnemo uresničevati. In to smo res zdaj v teh 6 mesecih, odkar smo investicijo dobili, odkar smo pač podpisali, naredili in mislim, to je, vam ne znam povedati, to je tako, kot da je to seme, ki je tiščala v nekem orehu, končno imelo možnost priti nekam ven in da zdaj lahko raste. Od vzdušja do tega, da nas je dejansko več, ker nas je več, lahko več naredimo in ker je več rezultatov, nas to navdušuje. In mislim, jaz sem res zelo, zelo srečna, da smo vztrajali čez tiste prva 3 leta, ko smo mislili, da nam bo mogoče uspel brez neke zunanje pomoči, da smo se odločili poiskati zunanje financiranje, in da to res čutim, da dela čudeže, no. Izjavili ste, da vam bo to partnerstvo pomagalo razširiti aplikacijo z uporabo umetne inteligence in tehnologije GPT. Ne, to smo že naredili. To smo naredili v bistvu še preden smo dobili investicijo. Mi imamo pač GPT integriran, tako kot sem prej povedala. Mogoče pri temu povem samo še, da nam je zelo pomembno, da otroka ne naredimo enega tacga konzumerja, enega tacga uporabnika teh generiranih vsebin, v bistvu zaenkrat imamo to, ampak da on razume, da sam aktivno ustvarja z umetno inteligenco in da se do nje tudi kritično lahko opredeli, da reče, to je pa obupno ali pa to je pa super. V bistvu, kar je pa, mi smo začeli za to investicijo, v bistvu produkt graditi z nule ponovno še enkrat. Z vsem, kar smo se naučili, z vsem, kar smo vedeli iz trga, smo postavili nov koncept produkta, na drugi tehnologiji ga gradimo, tako da, mislim, produkt, ki bo prišel na trg na začetku naslednjega leta, bo res bistveno boljši in jaz se zelo veselim, da ga bomo imeli pa še v naslednjih letih še možnost nadgrajevati. Kako pa mogoče uravnovesiti to umetno inteligenco in človeški stik? Ne vemo, otroci rabijo bližino, digitalna doba pa gre ravno v nasprotno smer. Torej, kako vidite to ravnovesje? Ja, jaz mislim, da tisti, ki misli, da je tehnologija tukaj zato, da bo nadomestila učitelje, se globoko moti. Ampak kar tehnologija lahko naredi, je pa, da učitelje superpower, da jim da možnost, da veliko boljše lahko in hitreje delujejo. Tako da jaz mislim, da je fenomenalno že, kar se zdaj dogaja in kar se bo dogajalo. Ampak niti slučajno pa ne v kontekstu tega, da bi ta človeški faktor nadomestil. Torej, ta mora vedno ostati. Mislim, itak bo ostal, saj še vedno smo konc dneva ljudem, in to nam je pomembno.
ali pa mi zdaj, ne vem, beremo z enih naprintanih bralnih listov ali pa s tablice, je pa v resnici čisto vseeno. Oboje je samo orodje, ne. Samo da je pač tablica lahko omogoča ali pa telefon lahko omogoča bistveno bolj bogato bralno izkušnjo, kakor pa en naprintan list, ne. A veste, mi ne govorimo zdaj tle o nekih knjigah pa ljubezni do knjig. Mi govorimo o tehniki ene veščine, ne, ki moramo vladati zato, da potem lahko beremo knjige. Pa se lahko teh veščin naučijo tudi recimo kasneje otroci oziroma tudi odrasli, ki imajo težave z branjem? Ja, seveda. Mislim, v bistvu naši možgani so plastični in celo življenje ostanejo plastični in celo življenje se lahko učimo. Stvar je bolj motivacije mogoče. Še nekaj minut nam je ostalo, pa bi vas rada to vprašala, kaj je za vas največja nagrada? Torej, prejeli ste jih kar veliko, ampak kaj je vam največje priznanje? Ja, mi smo impact podjetje. Se pravi, nam je važno, da imamo dejansko nek vpliv na uporabnika, na tega otroka, ki je čisto zaden v tej verigi vsega, kar počnemo. In tako največja nagrada je, ne vem, prejšnji teden sem dobila mail od ene mamice, ki uporablja že nekaj let doma s sinom Kobi in rekla, jaz bi to rada donirala šoli, zato ker bi rada, da v šoli tudi uporabljajo. Ne? In potem vidiš, da res si naredil en produkt, ki je najdel svojega uporabnika in ki mu je pomagal. Ne? Pač taki na helpdesku, na pomoči uporabnikom, ki ti pač povejo, da prvo knjigo je prebral do konca. Ne? Kar mi želimo narediti je v bistvu za otroke, ki imajo pri opismenjevanju težave, ustvariti prijetno bralno izkušnjo, ki je za njih tipično zelo boleča. Ne? Mi pa lahko ustvarimo nekaj, kar je za njega prijetno, ker verjamemo, da s tem narediš največje premike. Drugi del, s katerim pa pač tudi delaš velike premike, je pa, da pač ozaveščaš te odrasle okrog tega otroka, da razumejo, kaj se sploh v resnici v teh majhnih glavah dogaja in da znajo preskočiti na pomoč. No. Eden takih predavanj boste imeli prav pred kratkim v Tolminu. Ja, ta petek, 13. ni taka fajn številka. Imamo predavanje v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu ob 5, tako da vsi lepo vabljeni, če ste iz tistih koncev. Predavanje je v organizaciji Posoškega razvojnega centra in mi pač se radi odzovemo. Ne zato, ker bi bilo to naš core business, kot rečejo, ampak zato, ker se nam zdi res pomembno, da ljudje o tem razmišljajo in da nekako da vejo, kaj se z otrokom dogaja, kadar se zatakne in mu znajo pač pomagati. Kakšni so pa sicer vaši načrti za prihodnost? V kratkem ste rekli pač v začetku naslednjega leta, da boste lansirali ta nov produkt, kaj pa še? Kaj si želite mogoče še v prihodnje? Ja, pač mi si tako, ta prijetna bralna izkušnja, v bistvu specialno pedagoški učni pripomoček si želimo integrirati v splošno učilnico. To pomeni, da bo na voljo vsem, še posebej pa tistim, ki ga res potrebujejo. In to in narediti produkt, ki je toliko enostaven za uporabo, to je mogoče ta cilj. In seveda prodreti na globalni trg, obenem pa ob tem ne pozabiti na Slovenijo, zato ker Slovenija je majhna jezikovna skupina, tipično je zelo malo produktov razvitih v našem jeziku in se mi zdi, da tisti, ki tle ustvarjamo, je prav, da ohranimo vsaj en del fokusa vsaj na domačem trgu in da zagotovimo, da pač te stvari, da te produkti ostajajo potem tudi v domačem jeziku. No. Ursula Lavrenčič iz Startupa Hopala je bila danes gostja Startup Studia. Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Ja, hvala za povabilo. In hvala za vso podporo Primorski tehnološki park. Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala tudi za vašo pozornost. Lep dan še naprej. Radio